Spoštovane dame in gospodje, Toš Mihail, Toš Direkt. Tokratna tema Marijino vnebovzetje, datum temu primeren 15. avgust 2021. Nahajamo se v družbi, ki je zaradi določenih in kar mnogih spornih praks cerkve kot institucije, pričela razvijati aktivni ateizem in celo odpor. Odpor do vere, odpor do verovanja in odpor do simbolov in praznikov. To je na eni strani povsem razumljivo, saj skozi škandale, ki si jih cerkev kot sistem privošči, zdravorazumskost ljudi temu ne more slediti, še manj pa v tem sodelovati. Je pa znotraj vsega skupaj en problem, kajti tudi cerkev kot sistem si lahko predstavljamo kot denimo politiko, kjer je nekaj, kar bi v osnovi moralo biti tisto, kar skrbi za kohezijo, za razvoj duha v tem primeru, bilo ugrabljeno se strani tistih, ki iz tega hočejo vleči lastne koristi in na koncu povzročajo destrukcijo in uničevanja. Zato se moramo naučiti ločiti med nagibom k verovanju, k veri, k duhovnemu svetu, od nekega kriminalnega sistema, ki dejansko to načelo, potrebo človeka zlorablja za manipulacije, za oblast in za kontrolo družbe. Se pravi, nekaj, kar človek intrinzično nosi v sebi, v tem primeru je to potreba po duhovnem svetu, je dejansko na institucionalni ravni v tej naši civilizaciji v današnjem času ugrabljeno in seveda na ta način zlorabljeno. Kar pa ne pomeni, da ti sistemi v svoji osnovi niso tisto, kar bi človek potreboval. Potreboval pa bi, kot rečeno, ko bi bili pošteni, realni in dejansko, ko bi bili tisto, kar človeku omogoča svobodo duha, razvoj duha, ne pa lastno ujetost v neke dogme, posledično nesvobodo in v bistvu zaton zdravega duha. Če se za zaključek dotaknem današnjega praznika, naučimo se te ustrezne distance, kot rečeno, od nekega trenutno obstoječega sistema, ki vse skupaj zlorablja in predstavlja na način, da se mu določeni celo posmehujejo, do tega, da so verstva nastala še v tistem obdobju, ko so ljudje živeli skupaj z naravo in so določene praznike v bistvu definirali skladno z nekimi naravnimi pojavi oziroma kozmološkimi fenomeni. Kar želim povedati je, tudi če nam v neki realizaciji se strani rimsko-katoliške cerkve takšni prazniki, kot je Marijino vnebovzetje, pomenijo nekako povprečnemu človeku danes, ki se ne poglablja v študij, pomenijo nek hec, nekaj brezveznega, nekaj, kar pač cerkev ima. To ne pomeni, da podstat teh praznikov dejansko ni povezana z naravnimi fenomeni, ki se okrog nas dogajajo, in da ti prazniki niso bili definirani v obdobju, ko se je človek tega še zavedal. Da ne bom preveč zafilozofiral je, kar počno tisti, ki zlorabljajo sistem, še ne pomeni, da sistem v svojih osnovah ni realen in koristen. Se pravi, če bi se na pravilen način lotevali, pa rečemo v skladu z današnjim praznikom bogoslužja, bi to bilo koristno, se bi se ga lotevali na način, kot se ga je loteval tisti človek, ki še ni poznal nepoštenosti, ki še ni poznal korupcije, ki še ni poznal zlorabe. Se pravi, da je skozi bogoslužje častil naravo, ki je vedel, da je Bog narava, da je Bog vse okoli nas in ki je vedel,
da se nek duhovni razvoj ne sme zlorabljati za ustrahovanje in potlačevanje ljudi. Se pravi, nauk današnjega praznika naj bo, da moramo najti in biti sposobni najti distanco med prakticiranjem in realnim pomenom in realno osnovo tega, kar bi vera naj bila. Osnovni pomen vere in verovanja je vselej ustvarjanje in zagotavljanje svobodnega, širokega duha in svobode človeka, nikakor pa represije.